Sintetizator ali synthesizer, kot mu pravijo glasbeni izvajalci, je elektronski glasbeni inštrument, ki generira električne signale, ki so nato pretvorjeni v zvok. Pretvorba poteka preko ojačevalcev signala in v slišno obliko s pomočjo zvočnikov ali slušalk. Za lažjo predstavo si na kratko oglejmo delovanje akustičnega klavirja, saj je osnoven koncept pri sintetizatorju s tipkami podoben. Pri obeh inštrumentih pritisnemo na tipko, s katero želimo generirati nek ton, pri akustičnem klavirju je to zven. Naša sila se prenese na kladivca, ki udarijo po strunah, kar vzbudi njihovo nihanje. V okolici se s tem spreminja tudi zračni tlak, kar zaznamo kot zvok. Tudi pri sintetizatorju ob pritisku na tipko aktiviramo sprožilec, ki z oscilatorji generira nihanje električnega signala, kar se z zvočniki iz električne energije pretvori v mehansko, se pravi zvok. Signal iz synthesizera, kot tudi iz drugih elektronskih glasbenih inštrumentov, prihaja neojačan in komaj slišen, zato ojačevalec signala poskrbi, da lahko tak signal poganja zvočnike inštrumenta samega. Sintetizatorji bodisi imitirajo ostale glasbene inštrumente, na primer klavir, kitaro, flavto, vokale, lahko pa ustvarjajo popolnoma nove barve zvoka s pomočjo različnih sintez zvoka, o teh pa malo več kasneje. Slike prikazujejo frekvenčne spektre tona C5 vsakega izmed predvajanih inštrumentov. Ton C5 je bil na posnetkih pri vsakem inštrumentu predvajan prvi. Na horizontalni osi frekvenčnega spektra so porazdeljene frekvence od 20 Hz pa do 20 kHz, saj to predstavlja frekvenčni pas, ki ga človeško uho še zazna. Na vertikalni osi pa se nahaja relativna jakost, izražena v decibelih. Intenzivnost barve je sorazmerna z jakostjo vhodnega signala. Konkretno to orodje se uporablja kot izenačevalnik frekvenc, zato je tudi jakost za boljšo preglednost nakazana z barvami in ne s krivuljo porazdelitve frekvenc. Sicer pa si pri izenačevanju določenih frekvenc signala, ki prihaja iz sintetizatorja, lahko pomagamo z vertikalno osjo z dejanskimi vrednostmi. Pa spoznajmo dve osnovni vrsti sintesajzerjev. V grobem ločimo analogne in digitalne sintesajzerje, ki se popolnoma razlikujejo ne samo po načinu generiranja zvoka, temveč tudi po funkcionalnostih. Najprej so bili seveda izumljeni analogni sintesajzerji, njihovi začetki segajo v 20. leta prejšnjega stoletja. Za generiranje in oblikovanje zvoka v osnovi uporabljajo VCO oziroma napetostno kontrolirane oscilatorje in analogne filtre. Pred generiranjem zvoka mora biti aktiviran sprožilec. Pri sintetizatorjih s tipkami se to zgodi ob pritisku na tipko na klaviaturi. Nato oscilator generira želeno valovanje. Spreminjanje napetosti vpliva na višino tona, z variranjem toka pa se ustvarja oblika valovanja. Poznamo več vrst osnovnih valovanj. Zaenkrat pa jih samo naštejmo. To so sinusni signal, trikotni signal, žagasti signal, pravokotni signal, pulzni pravokotni signal in šum. Nato sledi filtriranje. To lahko v osnovi poteka z nizkoprepustnim filtrom,
visokoprepustnim filtrom, pasovno-prepustnim filtrom, pasovno-zapornim filtrom ali na splošno z izenačevalnikom. Za filtriranjem se signal ojača z ojačevalci. To so moduli, ki kontrolirajo amplitudo oziroma jakost signala. Amplituda se lahko kontrolira ročno ali preko drugih modulov, kot so LFO oziroma nizkofrekvenčni oscilator ali pa z generiranjem ovojnice. Generator ovojnice in LFO se lahko nanašata tudi na filter sam, s čimer dosežemo kompleksnejši zvok. Pred izhodom končnega signala se lahko dodajo razni zvočni efekti, na primer kompresor, limiter, odmev, phaser in še mnogi drugi. Napetost je praviloma neposredno povezana s frekvenco oscilatorja. Višje napetosti povzročijo višji ton. Pri analognih sintesajzerjih lahko tako pride do odstopanj, saj že najmanjše spremembe v napetosti povzročijo nihanje višine tona, kar pa pri glasbenem izvajanju ni zaželeno. Za nadziranje višine tona se uporabljata dve metodi kontrolne napetosti, in sicer volti na oktavo in herci na volt. Prvo metodo je v 60-ih populariziral Robert Moog, izumitelj znanega Moog sintetizatorja. Kot je razvidno v tabeli, vsak volt ustreza eni oktavi. Slednjo metodo pa večinoma uporabljata dobro poznani podjetji Korg in Yamaha. Ta standard za vsako oktavo podvoji potrebno napetost. Tako na primer proizvajanje tona A5, ki niha pri 880 Hz, zahteva 16-krat večjo napetost, kot pa proizvajanje tona A1 pri 55 Hz. V 70-ih pa so se pojavili digitalni sintetizatorji. Glavna razlika med tem analognim in digitalnim inštrumentom je, da za razliko od analognega, ki za proizvajanje zvoka uporablja električni tokokrog, digitalni sintesajzer izkorišča DSP oziroma digitalno procesiranje signala. Tukaj je signal digitalen oziroma diskreten. Binarni opisi signala, se pravi niz, nič ali nenk, se prelivajo iz enega algoritma v drugega. Ta vrsta sintetizatorja se obnaša podobno računalniku. Pri ustaljeni hitrosti vzorčenja in bitni globini digitalna sinteza ustvarja binarni niz. Proces se tipično odvija pri 44,1 kHz s 16-bitno globino. Digitalni sintetizator ima tako pomnilnik, ki hrani digitalne vzorce inštrumentov oziroma v splošnem kar zvokov. Pri preprostejših različicah inštrumenta se uporablja vzorčenje, kar pomeni, da se za različne tone vzorec predvaja v zanki pri različnih frekvencah. Glasbila z večjim pomnilnikom pa hranijo vzorce za vsak ton posamično. Pred nami je najpomembnejše poglavje. Vrste zvočne sinteze. Tehnologijo sinteze zvoka uporabljamo že od začetka 20. stoletja. Pomembna prelomnica z tega področja je izum električnih orgel, ki jih je izdelal Lawrence Hammond leta 1935. Hammond orgle učinkovito koristijo aditivno sintezo, uspeh tega izuma pa je občutno pospešil razvoj naprav za sintezo zvoka. Še en pomemben izum je že prej omenjeni sintetizator Moog. Leta 1969 je model Mini Moog začel pravo revolucijo na področju elektronskih sintetizatorjev. Najbolj razširjen način kreiranja zvoka na analognih sintetizatorjih je subtraktivna sinteza. Oscilator VCO pri tej sintezi proizvaja signal, ki poleg osnovnega tona vsebuje še dodatne harmonične tone. Sedaj je čas, da spoznamo osnovne signale, ki jih generira napetostno kontroliran oscilator. Trikotni signal poleg osnovnega tona vsebuje še lihe višje večkratnike frekvenc osnovnega tona, njihove amplitude pa eksponentno upadajo. Pravokotni signal poleg osnovnega tona prav tako vsebuje lihe višje večkratnike frekvenc osnovnega tona, katerih amplitude upadajo skoraj linearno. Žagasti signal ima poleg osnovnega tona še vse višje večkratnike frekvenc osnovnega tona,
amplitude upadajo skoraj linearno. Pulzni pravokotni signal poleg osnovnega tona vsebuje še vse višje večkratnike frekvenc osnovnega tona, amplitude upadajo skoraj linearno, vendar se amplitude parnih in neparnih višjih frekvenc razlikujejo v odvisnosti od širine pulza, ki ga sintetizator ustvarja. Sinusni signal se v subtraktivni sintezi ne pojavlja, ker nam s filtrom ne moremo vplivati, namreč sinusni signal harmoničnih tonov nima. V tej vrsti sinteze se pojavlja tudi šum. Šum je predvsem uporaben pri kreiranju tolkalskih zvokov. Beli šum zaseda ves frekvenčni spekter pri polnem nivoju, roza in rdeči šum prav tako vsebujeta vse frekvence, vendar z višjimi frekvencami pojemata. Roza šum jakost na oktavo zniža za 3 decibele, rdeči pa za 6 decibelov na oktavo. Če prezrcalimo frekvenčni spekter roza šuma, dobimo modri šum, ki se pri sintetizatorjih pojavlja precej pogosto, predvsem za kreiranje tolkal z ojačanimi višjimi frekvencami. Modremu šumu za vsako oktavo jakost narašča za 3 decibele. Naslednja na vrsti je aditivna sinteza. Od subtraktivne se razlikuje v tem, da tukaj zvok sestavljamo iz osnovnih oziroma sinusnih nihanj na različnih frekvencah in tako oblikujemo kompleksno sestavljen signal. Najpogosteje se frekvence pojavljajo v pravilnih zaporedih, mešamo jih lahko v poljubni kombinaciji. Tipičen predstavnik aditivne sinteze so znamenite Hammond orgle, le da jim pri oblikovanju poznanega zvoka pomagajo še koleščki, strokovno imenovani tone wheels, ki za generiranje sinusnega nihanja izkoriščajo elektromagnetno indukcijo. Malenkost novejša sinteza je FM sinteza. Sinteza zvoka s frekvenčno modulacijo je postala popularna s prihodom sintetizatorja Yamaha DX7 v začetku 80-ih. Za FM sintezo potrebujemo vsaj 2 oscilatorja. Eden proizvaja frekvenco v našem sličnem območju, največkrat kar sinusno, in tega imenujemo nosilec signala. Drug oscilator pa nosilca signala modulira, tega pa imenujemo modulator. S spreminjanjem frekvence in amplitude modulatorja tako izvabimo kompleksne zvoke, ki so bogati s harmoničnimi toni. Seveda lahko uporabimo več oscilatorjev, ki jim poljubno določamo vlogo nosilca ali modulatorja, vezani so pa lahko v različne zaporedne ali vzporedne vezave. Na modulator lahko vplivamo s kontrolerji ali pa z že znanimi moduli, kot so LFO in generatorji ovojnice. Z nižanjem cen procesorjev in pomnilnikov se je digitalna tehnologija preselila tudi v sintesajzerje in tako je nastalo digitalno vzorčenje zvoka. Sintesajzerji v pomnilniku hranijo digitalne vzorce zvokov, akustičnih in električnih inštrumentov, zvočnih učinkov in tako dalje. Za ta način sinteze je potreben precej velik pomnilnik, saj je kvaliteta vzorčenja na visoki ravni. Digitalizirani so tudi ostali moduli, kot so na primer LFO, VCF, generatorji ovojnice in podobni. Najnovejši način sinteze predstavlja fizično modeliranje. Pri tem načinu za določen inštrument analiziramo način kreiranja zvoka oziroma z matematičnimi in fizikalnimi enačbami zapišemo vse parametre, ki lahko vplivajo na nastanek in obliko tega točno določenega zvoka. Te parametre lahko nato reguliramo med samim izvajanjem. Fizično modeliranje tako zahteva razvoj kompleksnih algoritmov in zmogljiv procesor za njihovo izvajanje, medtem ko zahteve po pomnilniku niso visoke, kot so pri digitalnem vzorčenju zvoka. S tem videem smo spoznali definicijo sintetizatorja, razlike med analognim in digitalnim sintetizatorjem, pomembne predstavnike različnih vrst sintetizatorjev, za lažjo predstavo pa ne smemo pozabiti na podobnost koncepta z akustičnim klavirjem. Pri obeh inštrumentih namreč pritisk tipke aktivira sprožilca, ta vzbudi neko valovanje, ki pa se pretvori v zvok. Z metodoma volti na oktavo in herci na volt smo spoznali, kako ta inštrument spreminja višino tona. Seznanili pa smo se tudi z osnovnimi komponentami sintesajzerjev, oblikami valovanj in načini sinteze zvoka. Hvala za pozornost.